Marjetka, kaj je za vaju najlepše darilo? Ja, absolutno najna dva sinova. In trenutki, kakor se stereotipno sliši, ampak res tisti trenutki, ko smo ful lepo, ko se nekaj zgodi na čarovnija, ko smo doma ali pa smo frej. Pa so sploh kje frej? Ja, sva frej. Mislim, si tako narediva, za družino si narediva tako. V bistvu, kad smo na odru, mi da tudi čteva, da smo frej. V bistvu frej, gremo, mama pa ati, greta v live, pa razumeš? Ste celo življenje frej? Ja, skos. Nekaj zanimivega ste dejala na predstavitvi. Rekel, da si bila ti pred 20 leti gospodinja, zdaj pa obratno. Rekel, kako se počutiš kot gospodinja? Zelo lepo, nisem razočarana. Ponosna gospodinja. Potem zdaj Marjetka pušča nogavice po tleh in tako naprej. Je kar dosleden sobivalec. S čim, v puščanju ali pa stavljanju? Snažna. 20 let, kje ste se spoznala leta 2003? Na Akademiji za glasbo. Ja, jaz sem Štajerka, Gorenci, malo da se srečamo na pol potine v Ljubljani. Sta kje plonkala? Ja, jaz sem. Jaz priznam, da sem plonkala. A moram še kaj reči? Mislim, da nekam je v diplomu vzel. Ne smem povedati, kako in zakaj in kdaj. Lahko pa povesta tisto najlepše darilo, ki je ogledalo luč sveta. Ja, danes. A ja, darilo, videospot za začetek, ja? Nekaj vidim, da že Marjetka drži v rokah. CD? Ja, najno darilo 3 let ustvarjan je tale izdelek. Še vedno se pristaša, da ko držiš CD v rokah, da je to to. Nekako se ne moramo navaditi, da je lahko vse samo na spletu. Ker to pač lahko ostane za zmeraj, se tak občutek imava in moram reči, da tudi najni oboževalci so ga ful veseli in ga pridno poslušajo. Če se ne motim, so na tem albumu samo vajne skladbe, razen dveh. Res je, vse smo skupaj napisala, razen dveh. Ja. Ena je duet z Janom Destenjakom, na katerega sva izjemno ponosna. Druga je pa postala najna. Lahko že rečem, da ponarodila slovenska pop uspešnica, ne bom pozabil na stare čase, ki je zdaj tudi malo najna. Tako da lepa zgodba. Kako zelo ste se v teh 20 letih vidva in glasbeno in privatno spremenila? Zelo. Zelo ste se spremenila. Jaz tako rekla, da največja sprememba v nama se je zgodila, ko sem postala starša. Sem zdaj, da takrat začela čist na svet popolnoma drugače gledati in absolutno je prva stvar še vedno najna družina. Moram pa reči, da pri teh letih sva se ful sprostila, sva glasbeno tako neke take odprte duše ustvarjava, ker nama ful dogaja, ker bi rada še doživela te trenutke na odrih, ker bi rada bila svojo publiko, ker bi rada dala to, kar je v bistvu nosiva v svojem srcu, tako da je to v bistvu ena čista zabava. Je pa tudi ena zelo ganljiva zgodba, ko vajo več ne bo, bo še vedno drevo. Ja, no zakaj si zdaj tako povedal, ker veš, Ker je res. Jaz se hitro zjokam, a veš, in vse to je lepo. Ampak bo tudi takrat, če vedno bo CD. Lej, bova dala CD pod drevo. Da bo še več CD-ev. Ja, tako, ja. Ja, grejo stvari naprej, ampak ja, jaz sem rekla, da pač v življenju veliko šteje, da ko prideš na koncu svoje poti, da si rečeš, ja, živel sem s polnimi pljuči, pa to ne pomeni, da si se skozi samo zabaval. Ampak da si bil pripravljen za to tudi trdno delati in da si se znal odreči stvarem, zato da si potem lahko zaužil tiste lepe večje stvari. Kdaj pa ponavadi nastanejo besedila, glede na to, da pišeš besedila? Ja, čist različno. Ena nastane v 5 minutah, ena nastanejo, ne vem, v parih dneh. Bom rekla, ker nekako srce zatrepeta, ker pride nek dogodek, ki me gane, ali pa ker bi ga rada opisala, takrat nastane tudi besedilo. Kaj lahko vse še pričakujemo vaju v novem letu? Veliko pesmi, veliko koncertov, veliko sodelovanj, ne samo kot mi, kot izvajalca, tudi kot avtorja. Pa še eno prelomno. Se ravno to se mislite vprašati, nekaj se bo zgodilo v Križankah. A veš, kako je lepo, res, ravno kakšen teden nazaj sem jo hotel presenetiti, ko smo snemali videospot z Modrijani, sem jo hotel presenetiti, da ji pokažem nov CD in je itak vedela, nekaj imaš na sumu. In res je težko presenetiti. Ampak nisem tako zahtevna. Ne, sploh ni. Težko me je presenetiti zaradi tega, ker me to pozna. Ker se to poznava. Ker jaz po kotičku ust vidim. Danes ni bilo kotičkih ust. Ja, se mi zdela ena lepa poteza. Marjetka si je za najino obletnico in pa za 40. rojstni dan, ki šele prihaja. No ja, je tudi blizu, no. Za
želela eno večje prizorišče. Seveda začetek so kulturni domovi in vesela sva, da so razprodani toliko naprej. Ampak ljudje, mi dva gremo v Križanke, oh my god! In se mi zdi, zdaj zaprosila, jo ne bom še enkrat, ker se ne bova še enkrat poročala, pa obnavljala za obljub, ampak se mi zdi taka... Bo pa srebrna, pa zlata in potem diamantna. Ne veš kaj, zdaj se imamo samo še Križanke, Cankarjev. Skratka, zdaj se mi je zelo romantično, da grem na kolena s križankami dobesedno v rokah. Ful je bilo lepo. Prav gre neka druga pesem, ne grem na kolena, ti greš. Ja, Rej gre radi, to sem jaz tako vesela. On me tukaj preseneti. Ful sem hvaležna, da se tokrat spomnim mame. In zdaj poslušajte to, kaj mu naj pa zdaj jaz podrdim, a je lahko še kaj več od tega? To je pa to, ko postane gospodinja, ne? Kdaj bodo te križanke? 25. maja na dan mladosti. Torej po Euroviziji nekaj tednov. Tako. Na Eurovizijo še gresta? Mogoče? Nikoli ne reci nikoli. Fajn je bilo. Ful je bilo fajn. Par pesmi imava. Par ste že poslala? Tako. Par več še bosta. Veš kaj, življenje se ne sme načrtovati. Naj se zgodi, kar se mora. Ampak tam bodo tudi Modrijani. Niso si takšni, čisti kot ti. Redko še najdem iskrene oči. Kot ocean je tvoje srce, nasmeh tvoje drugo ime. Fantje, ponavadi vas vidimo same na odru, ampak tudi v duetu se zna napisati, kakšna zgodba bo držalo. Ja, res je. In naš zadnji takšen projekt je prav z Marjetko in z Marejo. In naslov tega komada je Darilo in smo zelo veseli, da ustvarjamo glasbo s tako velikimi glasbeniki predstavniki. Kaj recimo za glasbenike največje darilo? Da ni gužva na pumpi, da je varna vožnja, pa lepe pesmi, ne, se mi zdi. Aplauzi. Ja, ampak tudi vi veliko lepih pesmi ste že izdali in jih še boste. V zadnjih sporočilih za javnost, ki ste jih poslali, buhtijo ven samo valčki. A bodo tudi kakšne polke? Ja, na poletje smo izdali 3 polke, se pravi trojček polk. Sedaj je bil dvojček, bom rekel, valčkov. Pa po mojem bo zagotovo še kakšne hitre polke. Zdaj, ko bo pomlad prišla po zimi, a ne? Tako je, da bomo malo osvežili za poletje, kakšne nove stvari. In ravno ta pomlad bo verjetno vaših koncertov, Modrijani osebno. Modrijani pač veliko igramo, ne? Igramo predvsem po šotorih. Pomlad pa ta zima bosta preživeta v šotorih, pustovanja, zdaj sta bila martinovanja, vse ti silvestrski žuri. In potem nam prav paše iti v kakšen kulturni dom, kjer lahko prisluhnemo v tišini pa lepemu petju. Ker ni vse tako zelo divje, pa niso to leta, ampak preprosto nam paše tudi v mirnem vzdušju, ki je lepega, več glasno zapeti, pa tudi da pride malo starejša publika, ki recimo ne žura po šotorih, ampak radi pridejo pa se usedejo, pa 2 uri eno lepo petje poslušajo. In tem so tudi koncerti Modrijani osebno namenjeni. Bi lahko dejali, da so te koncerti bolj intimni, bolj osebni? Vsekakor so. Poskušamo v bistvu takšno vzdušje pričarati osebno, da smo res blizu ljudi, da mogoče celo ljudje vidijo kakšno solzico v očeh, da vidijo, da povemo kakšno zgodbo, ki je ne bi nikjer drugje slišali, se odpremo, damo srce na dlan. In to je bistvo teh koncertov, da in v tem uživamo. Sploh z leti, ko človek pride malce v leta, nismo tako v leti. Pa ste še mladeniči, ne? Ja, ampak vseeno, upamo si več si upamo pokazati, več si upamo dati. Modrijani osebno ali narodno zabavna psihoterapija. Je pa to zanimivo, da ljudje marsikaj na teh koncertih izvejo o nas, ko še ne vejo o nas dejansko. Naše anekdote, prihodnje leto, se pravi to zimsko turnajo, ko delamo, se že veselim, ker pa po mojem zelo smešno, ko govorim o naših ljubezenskih anekdotah in to po mojem bo very funny. Pustimo te ljubezenske zgodbe za kdaj drugič, ne? Dobro veš. Ja, čeprav Roka že malo ščemi, da bi kaj povedal, ampak bomo na koncertu. Zdaj sem se pa spomnil največjega darila. Prosil bi Roka, da ne bi vsega povedal. Pa naj tako ostane.